Spoštovani zbrani, lepo pozdravljeni v Krištancih. V ritmu harmonike, na katero je zaigrala domačinka Timoteja Koruša, z naslovom Podekle pričenjamo današnjo slovesnost, s katero bomo obeležili veliko pridobitev za našo krajevno skupnost. V lanskem letu je bila namreč dokončana gradnja kanalizacijskega omrežja, s katerim se je omogočilo vsem 120 gospodinjstvom priključitev na sistem s čistilno napravo v Ljutomeru. Člani sveta naše krajevne skupnosti v prejšnjih mandatih so dolga leta snovali ta projekt. Opravili so veliko dela, vendar do realizacije ni prišlo. Njihovo delo so nadaljevali člani sedanjega sveta krajevne skupnosti in ob pomoči občinskega vodstva projekt tudi realizirali. Več podrobnosti o projektu izgradnje kanalizacijskega omrežja nam bo zaupal predsednik sveta krajevne skupnosti Krištanci Šalinci, grava gospod Miha Šoštarič. Spoštovani sokrajani, spoštovani vabljeni gostje. Še pred mojim prihodom v ta dokaj neokrnjeni predel ljutomerske občine ste prebivalci vasi Krištanci, Šalinci in Grlava pričeli snovati projekt za številne generacije, ki prihajajo. Željo po ohranitvi in zaščiti naravnega okolja ste sredstva in vse aktivnosti usmerili v projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja. Rudi Sever iz Stročje vasi je izdelal projektno dokumentacijo in septembra 2007 je upravna enota Ljutomer izdala gradbeno dovoljenje. Vendar takrat ni bilo ne sredstev, še manj pa posluha za to veliko investicijo. Takratno vodstvo občine je leta 2009 zaprosilo za podaljšanje gradbenega dovoljenja, vendar se tudi v prejšnjem mandatu župana in občinskih svetnikov, ki se je zaključil konec leta 2010, naš projekt ni našel na listi prioritetnih oziroma zaželenih. Spomnim se konca leta 2010, ko sem v predvolilnem času kot vaščan udeležil obisku županskih kandidatov v naši krajevni skupnosti. Da bi si pridobili našo podporo in glas na volitvah, so nam obljubljali izgradnjo kanalizacijskega omrežja. In vaščani, ki so prihajali na ta predvolilna srečanja, nekako niso verjeli, da bi do realizacije tega projekta lahko prišlo. Prepričani so bili, da imajo kandidati znova figo v žepu, pa so se na našo srečo ušteli. Ko ste mi sokrajani namenili dovolj glasov, da sem zasedal mesto v svetu naše krajevne skupnosti, ostali člani tega sveta, pa so me imenovali za predsednika, sem si dal za obljubo, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da v naše 3 vasi pripeljem projekt, ki ste ga vi več let snovali. In naletel sem na posluh županje Olge Karba. Držala je predvolilno obljubo in s pomočjo občinskega sveta, ki je dvignil roke za investicijo projekta, smo uspeli. Županja si je svojo ekipo v občinski upravi prizadevala poiskati vire financiranja v občinskem proračunu in o pomoči takratne službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki je na podlagi določil zakona o financiranju občin za leti 2011 in 2012 primaknila natanko 577 670 evrov, se je izgradnja lahko pričela. Kot najugodnejši ponudnik za izvajanje gradbenih del je bila izbrana soboška družba SGP Pomgrad, kot podizvajalec pa je bila vključena družba SGP Pomgrad Gradnje. Izbran je bil izvajalec strokovnega in finančnega nadzora ter varnostnega načrta in sicer ZEU iz Murske Sobote. Dela so se pričela septembra 2011, končala pa konec maja 2012. Tehnični pregled je bil izveden 28. junija 2012, pridobljeno pa je bilo tudi uporabno dovoljenje. Celotna investicija oziroma objekt je bil predan v upravljanje javnemu podjetju Prlekija Ljutomer.
Skupna vrednost projekta znaša 939.771,14 €. Zgrajenih je bilo gravitacijskih kanalov v dolžini 5172 metrov in tlačni vodi v dolžini 2185 metrov. Kanalizacija je bila tako zgrajena v skupni dolžini 7357 metrov. Na novo zgrajeno kanalizacijo ima tako možnost priključka 119 hiš, od tega 58 v Šaljencih, 24 v Krištancih in 37 na Grlavi. Ob tej priložnosti moram omeniti, da je imela občina Ljutomer izredno srečo pri izbiri izvajalca del. Vaščani vseh treh vasi smo nekaj več kot pol leta dobesedno dihali skupaj z zaposlenimi v družbi SGP Pomgrad. Na terenu pa so sproti upoštevali naše želje in nam tudi ustregli. Pripomb praktično ni bilo. Strokovnjaki pa so mi zagotovili, da so bila dela zares upravljena kvalitetno. Tako smo v naši krajevni skupnosti izpeljali doslej največji projekt. Zato še enkrat vsem, ki ste kakorkoli pomagali, iskrena hvala. Torej, hvala predsedniku krajevne skupnosti in ljutomerska županja magistra, gospa Olga Karva, je tako izpolnila, kot je že povedal predsednik krajevne skupnosti, svojo predvolilno obljubo in skupaj z občinsko upravo ter člani občinskega sveta poiskala dovolj sredstev, da smo pridobili sistem, za katerega nam bodo hvaležni tudi poznejši rodovi. Sedaj prosim županjo, da nam spregovori nekaj besed. Spoštovane krajanke in krajani, vasi Krištanci, Šaljenci, Grlava, drage občanke, občani, spoštovani gostje, dame in gospodje. Prav vas lepo pozdravljam in se obenem z vami veselim, da smo dosegli tudi v vaših vaseh napredek. Glede na to, da se je danes omenjala zgodovina, moram priznati, da sem ponosna, da smo naredili korak v tej smeri, ko ste pred približno 2,5 leta povedali, kaj si želite v vaši vasi, kaj je za vas prioriteta. Mislim, da je takrat bila pot prava, da smo šli po vseh krajevnih skupnosti in poslušali ljudi, kaj je tisto, kar res potrebujejo oziroma česar si želijo. In jaz vedno pravim, lokalna samouprava smo ljudje. In jaz sem vam res hvaležna, spoštovane krajanke in krajani, da ste takrat prišli, ste povedali, kaj si želite, saj jaz vedno pravim, napredek oziroma razvoj lahko delamo le s skupnimi močmi. In zelo sem ponosna, da znamo nekateri, ki imamo to priložnost, da vodimo občino, ne samo poslušati ljudi, ampak tudi poskušamo tisto, kar nam zaupate, realizirati. Vedno si poskušamo prizadevati, da tisto, kar vas teži, tudi uresničimo. In še enkrat bi rekla, vedno vas vljudno vabim, da se oglasite pri nas, da poveste, v čem je problem, kajti samo tako bomo lahko delali korake v boljšo prihodnost. Pomembno je, da so se zgodile določene investicije in jih lahko ocenjujemo na kar nekaj milijonov. Pomembno je, da se bodo zgodili tudi številne investicije v prihodnje. Vedno smo poudarjali, da je zelo pomembno, da se razvijajo vse krajevne skupnosti enakomerno. Jaz upam in si želim, da bomo imeli odnos do te pridobitve in bomo sedaj izhajali tudi iz tega, da so sedaj na vrsti tudi druge krajevne skupnosti. Ko smo bili skupaj na zborih krajani, ko smo pripravljali predlog odloka o proračunu, verjamem, seveda so me nekateri izmed vas opozorili, ja, zdaj pa rabimo cesto, ja, seveda. Ogromno je potreb, vendar moramo na nek način tudi izhajati iz določenih prioritet
oziroma si začrtati nek dolgoročni razvoj, ki mu tudi sledimo. Ker se bo zgodil tudi sistem C oziroma tako imenovana izgradnja vodovoda, smo rekli, da ni smiselno in racionalno pristopljati kjerkoli po občini prenovi cest, kajti tudi v naslednjih letih se bo gradilo in se bodo razkopavale ceste, tako da je potrebno tudi in racionalno razmišljati, dolgoročno razmišljati, da seveda se dvakrat iste zadeve ne ponavljajo. Ampak še bolj kot investicije so pomembni odnosi, ki jih gojimo med sabo. Jaz sem vedno rekla, če se spomnite nazaj, da je občan na prvem mestu in temu tudi želim, da bi sledila jaz, da bi sledili vsi v občinski upravi, moji sodelavci in tudi člani občinskega sveta in pa tudi člani krajevnih skupnosti, ki so nam zaupane funkcije, da seveda odgovorno peljemo svoj mandat naprej. Kljub temu, da vsi govorimo o finančni krizi, gospodarski krizi, res je, da ni enostavno, da niso enostavni časi. Vendar mislim, da še se vseeno ogromno gradi, da smo lahko tudi ponosni na naše gospodarstvo, na naše firme, podjetja. Se ne nazadnje ste vi, smo vsi odvisni od gospodarstva in prav je, da se čim več investicij tudi zgodi z domačimi firmami. Ponosna sem, da je ta investicija, ki se je zgodila tukaj pri vas, res bila, kot je že povedal predsednik krajevne skupnosti, izvedena nemoteno. Za kar seveda iskrena zahvala vsem strokovnjakom, vsem firmam, ki ste sodelovali pri izvedbi le-te. Jaz vam želim, da vam bo seveda ta projekt služil. Seveda so bile določene težave, verjamem, zato ker, kot sem omenila, v teh težkih časih tudi ni enostavno plačati komunalnega prispevka, vendar tudi skupaj, hvala lepa, vam vsem smo iskali rešitve, da smo omogočili, tudi tukaj občinski svet bil poslušen, da smo omogočili plačilo na več obrokov. Tudi parcialno se rešujejo določene primeri individualno, ker verjamem, da je dostikrat v težavah tudi plačati, kljub temu, da je omogočeno plačevanje na obroku. Skratka, želim povedati, da če je cilj, potem je vedno tudi pot, vendar za tem morajo ostati ljudje, ki seveda želijo konstruktivno naprej. In dovolite mi, da se res iskreno zahvalim vsem, še posebej pa predsedniku krajevne skupnosti, ki mu seveda želim izročiti zahvalo v imenu občine Ljutomer. Želim vam prijetno druženje in seveda dobro sodelovanje še naprej. Hvala lepa. Torej, hvala naši gospe županji za prijazne besede. Hvala tudi svetnikom in občinski upravi, da se je ta investicija zaključila. Med tistimi, ki se sedaj še ne zavedajo, kako pomembno za okolje je urejeno kanalizacijsko omrežje, so naši najmlajši. Pod vodstvom mentorice, gospe Slavice Kolbelj, nam bodo predstavili splet z naslovom Vujšlo mu je bliskavico. Pa pogledajmo, kaj bo. He could be
našim najmlajšim za prisrčen in čudovit nastop. Sedaj pa prosim na oder predsednika današnjega organizacijskega odbora, gospoda Milka Lebariča, da pride na oder. Prav tako pa prosim predsednika naše krajevne skupnosti, gospoda Miha Šoštariča. Še v mojem imenu vas lepo pozdravljam, nemam vkrav dosti vašega dragocenega časa, ker gulaš je že tam, pa ga se ne da hlodno. Rad pa bi izkoristil toto priložnost in se zahvalja v imenu organizacijskega odbora in pa krajevne skupnosti Mihi Šoštariču za njegovo požrtvovalno delo pri tem projektu in vseh ostalih, ki so bili. Miha. Hvala lepa Milku Lebariču. Preden pa pričnemo z veselim delom, se potrebno nekaterim še enkrat zahvaliti. Za vse postorjeno okrog gradnje kanalizacijskega omrežja gredo zahvale družbam SGP Pomgrad, Püngrad, ZEO Murska Sobota, Elkom 2M in samostojnemu podjetniku Rudiju Severju. Za prijeten današnji dan pa se moram zahvaliti družbam SGP Pomgrad, Klingrad Ljutomer, Elkom 2 Ljutomer, Kamnoseštvo Nemec Ljutomer, Mako Tercven, Mirko Koročako z Grlave ter seveda organizacijskemu odboru na čelu z Milkom Lebaričem in vsem ostalim prostovoljcem, ki so v teh dneh preživeli več ur na tem prireditvenem prostoru. Hvala povezovalki programa Slavici Sunčič ter nastopajočim in njihovi mentorici Slavici Kolbl. Vsem skupaj še enkrat hvala. Vsem, ki ste prišli na današnjo prireditev, smo pripravili zakusko. In zahvala gre družbi SGP Pomgrad, ki je poskrbela za današnjo pojedino. Ob tej priložnosti vabim na oder gospoda Draga Kosednarja, da se mu zahvalim z manjšo pozornostjo. Vsi ste sedaj vabljeni, da si postrežete s hrano tam v ozadju. Prav tako pa vam občina Ljutomer podarja pijačo, se pravi, prva runda je danes brezplačna. Današnjo slovesnost smo pričeli z glasbo. Današnjo slovesnost smo pričeli z glasbo in tudi nadaljevali jo bomo z glasbo. V naslednjih urah nas bodo zabavali člani skupine Tropik. Želim vam prijeten preostanek petka v naši krajevni skupnosti. Hvala.